Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o zavesti in o čist preprostih kmečkih zadevah. No, čem? V glavnem, vemo, da delo na sebi, kar rečejo, delo na sebi. In včeraj sem z eno gospo govorila in ona reče in jo vprašam, koliko dela na sebi, rekla kar in komaj je dihala. No ja, ni bila prepričljiva. In potem, ko sva začeli premetavati njene, brskati po njeni podzavesti, sem videla, da ni nič naredila, da njen vrt, ker lahko bi zavest, pa podzavest primerjali z vrtom, je popolnoma neobdelan. Ona misli, da dela na vrtu, ampak ne dela. Ona v osnovi dela to, če si predstavljate, da je naša zavest pa naša podzavest, to delo na sebi, tako kot delo na vrtu. Jaz sem zdaj tukaj v Sežani, en majčken vrtiček, in seveda so se že začela pomladanska opravila. In kot veste, sem res ljubiteljca narave in tudi prej v Škofji Loki sem imela ogromen vrt in obožujem rože, pač obožujem življenje, saj to je najbolj pomembno, ne? In vemo, da če želiš imeti obdelan vrt, je pač treba vsak dan nekaj narediti. Treba videti plevel, pa ga izkopati. Treba je videti, ker vemo, da čez plevel lahko brez problema stopiš enkrat, dvakrat. Tudi recimo, če se nekje zaraste nek del, ali pa recimo, jaz nisem strokovnjak za feng shui, ampak recimo, vemo, da dovoz tam, kjer vi bivate, je pomemben. In če je tam, ne vem, da so smeti na vhodu, glejte, vi dovoljujete, da so smeti povsod okrog vas. In tudi dovoljujete, da vam ljudi mečejo smeti v vašo zavest. No, in seveda zunanji pokazatelj, koliko imate vi radi urejeno okolico, pa tudi svoj dom, tudi kaže na to, koliko imate radi pošlihtan pri sebi noter. No, zdaj pa vemo, da smo različni ljudje. Delo na sebi bi jaz lahko primerjala pač podobno z ljudmi, recimo, ker nekateri so obsedeni s čistočo. In oni čistijo in grejo takoj v akcijo in imajo vsak teden akcijo. Smo drugi ljudje, ki vsake toliko časa malo zamižimo, pa pač se dela, že tega ne vidiš, ampak enkrat je tega preveč in rečeš pa, zdaj se pa lotam, pa to naredim. No, v to drugo kategorijo jaz spadam, ker ko se lotim, bom sigurno vse naredila. In so tretji, ki veselo trpajo omare, ki hrčkajo stvari, ki ne pospravljajo, ki ne odnašajo smeti stran in ki shranjujejo stvari za slabe čase. In tudi, na žalost, se pogosto, zdaj to so moje opažanja, da se razumemo, pogosto shranjujejo vse smeti svojega življenja, tudi v svoji podzavesti, neprestano se jim misli vrtijo okrog problemov iz preteklosti, seveda, ker v prihodnosti jih samo še ustvarjajo. In je to pač ta tretja skupina ljudi. No, zdaj pa, če se vrnem na zavest in vrt. Se pravi, če mi želimo imeti lepo obdelan vrt, je treba pač vsak dan nekaj časa posvetiti temu, ali pa vsaj vsakih nekaj dni. Iti, pa nekaj zaliti, pa nekaj posaditi zdaj, pa mogoče kakšno stvar vpleti, kakšno stvar obrezati, odrezati in tako naprej. In to je konstantno delo. Mi lahko pustimo, da se zaraste in takrat bomo pa res imeli veliko dela, da bomo stvari spravili v red. No in ravno tako je pri teh naših podzavestnih pa zavestnih vzorcih, pač mi lahko bežimo pred njimi in rečemo, joj, toliko sem utrujena, od tega ne morem več. In zbežimo, pa si vzamemo par dni frej, pa dopust. Ali pa si mogoče znajde telo bolezen zaradi tega, da vas izklopi za nekaj časa. Ampak, če vidite, da imate veliko težav v vašem življenju, kaže na to, da je čas, da pogledate vzrok, kje je plevel, da plevel pač počistite. In zdaj vsak dan, kaj lahko vsak dan naredite pri tem, da se na delu na sebi. No, ena stvar je sigurno afirmacije. Afirmacije za začetek, da začnete, ne vem, jaz vam govorim od svojih izkušenj, moj jutranji ritual, ampak ali pa mogoče celo navada. Ni to ritual, kar nekaj res moram delati, ampak da zjutraj začnem s pozitivno noto. Wow, danes je nov dan.
In tudi, če grem čez to, kaj me še čaka v tem določenem dnevu, zdaj veste, da imam jaz svojo šolo, velikokrat se spomnim na te ljudi v moji šoli in jim naprej pošiljam tako stvarnik, da jim pomagaj pri teh prevalih, ki jih delajo, ker delamo kar zanimivo čiščenje in to je čiščenje podzavesti, ki pa verjemite mi, da včasih ni tako enostavno, sploh takrat, ko vemo, da drezamo tja ali pa v tiste rane, ki mogoče se vlečejo po določeni družinski liniji že nekaj generacij in so boleče. Ampak ja, jaz verjamem, da je zdaj prišel nek čas, ko je res čas, da počistimo določene vzorce in naredimo korak naprej. No, zdaj pa kaj lahko naredite zjutraj? Se pravi, prva stvar, blagoslovite dan, ki je pred vami. Se pravi, vi pošljete dobro energijo vnaprej, zato ker se vam bo dogajalo. Ne glede na to, ne vem, se peljete v službo, pošljite dobro energijo vnaprej. Ker kaj se zgodi? Cesta se bo spucala. Jaz, ko sem na cesti, jaz prosim moje angelčke, da mi spravijo s ceste. Zajce, pa srne, pa policaje. Pač nič od tega ne rabim. Zadnjič sem imela eno bližnjo srečanje s sovo, sem pozabila dati, da še kakšne leteče predmete spravijo stran. Ampak okej, vsaka stvar je za nekaj dobra, vedno. No, potem naprej, kar je pomembno. Se pravi, pozitivna nota in da blagoslavljate dan, ki je pred vami. Cesto, ki je pred vami. Stranke, ki so pred vami. Dan, ki vam šele sledi. Ker blagoslov je največja ali pa najmočnejša energija poleg spolne energije, da se razumemo. Ker to je bil drug video, ne bom o tem govorila, ampak spolna energija, sploh energija orgazma je energija, ki ustvarja. Ampak to so bolj privat zadeve, to učimo v šoli, ampak v glavnem je to ključna zadeva, da je to energijo nekam usmeriš. No, zdaj pa pojmo na blagoslov. Tukaj bomo o blagoslovu govorili. Se pravi, vi lahko vnaprej blagoslovite vse, kar želi, da se izboljša, da teče tekoče. Zdaj pa mnogi vem, da se ukvarjate z zdravstvenimi težavami. Se pravi, kako, če imaš zdravstveno težavo, blagoslavljati zdravje. In to je zdaj težko, ne? Se pravi, biti popolno zdravje, prej preden ga občutiš pa bolečine. In zdaj eno vprašanje postavite. Kaj me ti bolečina učiš? Tako, kot da bi bila bolečina svoje telo pred vami, svoja osebnost. In kot bi se pogovarjali s to osebnostjo, vas boli kolk in rečete, kaj me ti bolečina učiš? Kaj se moram naučiti in ti bo povedala nazaj? Se pravi, kot da je to bolečina v vašem telesu svoja osebnost, ki vas uči. Mogoče boste dobili odgovor, tako v zavesti noter, da vas uči ljubezni do sebe, da vas mogoče uči izpustiti strah, da vas mogoče uči lekcijo zaupanja. To podporo stvarstva, da boste vedno prišli med prave ljudi, da bo vedno za vas poskrbljeno, tudi tako materialno, kot je poskrbljeno za to, da imate vsak dan ali pa vsako sekundo na voljo dovolj kisika za vdihniti. Da bo vedno poskrbljeno. Druga stvar je, če se ubadate s finančnimi težavami. Ravno tako se lahko predstavljate, kot da je denar samostojna osebnost. In rečete, kaj me učiš? Recimo, če imate pomanjkanje denarja. Kaj me učiš, ti denar, ki bežiš od mene? In mogoče boste dobili odgovor, da kako naj bom pri tebi, če me sovražiš? Ali pa, kako naj bom pri tebi, če me stiskaš za vrat? Ker vemo, da je ogromno ljudi stiskaških in leži na kupih denarja in imajo, Bog si ga vidi, ki je spravljen denar, pa naložen denar, zato ker se bojijo pomanjkanja. In ta denar ni svoboden, ne leti, nima kril. In potem seveda, kje se vam začnejo težave, seveda tudi na fizičnem nivoju, ker če nekoga stiskaš, boš ti vstal z artritisom verjetno, ker si zmrznil s tistem, kar stiskaš. Potem, če se ubadate s pomanjkanjem ljubezni in si lahko predstavljate, da je to svoja osebnost, pa rečeš,
Kaj me učiš? Ti, ljubezen, energija ljubezen. Vemo, da obstaja knjiga Anastasija, iz zbirke Anastazija, Obredi ljubezni. Piše o tem, kako so stari Slovani slavili energijo ljubezni. Da je v bistvu to samostojno bitje, ki ga lahko privabiš v svoje življenje, ker ko ti občutiš ljubezen, se pravi, ni to pogojeno z drugimi, je tako kot, pa ne moramo reči energija sonca, ker mi energijo sonca občutimo, ko je sonce. Ampak dejstvo je, da tudi ko so oblaki, sonce še vedno je. Ni, da zdaj sonca ni, ampak samo mi ne občutimo toplote. In se zavedati, da sonce je, ali pa se veseliti poletnih dni, ko bo več sonca, je dejansko naša predstava, ko naša zavest niti ne ve, ali si mi predstavljamo, ali smo mi res že na soncu. In to je dokazala, to so dokazali mnogi ljudje, in nenazadnje kvantna fizika je dokazala, da s svojim razmišljanjem določamo končni rezultat. Se pravi, s tem občutkom, zdaj pojmo nazaj na ljubezen, z občutkom ljubljenosti mi prinašamo, privlečemo, pritegnemo v življenju dogodke, ljudi, ki nam večajo občutek ljubljenosti. In zdaj, včeraj je bila pri meni na svetovanju ena gospa, njen program je pač zavrženost. Tudi sama sem predelovala to potrebo po zavrženosti. Pač noro. Nimaš potrebo po zavrženosti. Kdo si želi biti zavržen, ampak jaz kot duša sem rabila izkusiti bolečine zavrženosti, da sem lahko to pozdravila. No in ta gospa predeluje prav isto. Modra duša, res modra duša. In vedno se najde v situaciji, ko je na zadnjem mestu, zdaj pa poslušajte njene programe in lahko tudi sami preverite z mišičnim testom. Potrebo imam potem, da sem vedno na zadnjem mestu. Potrebo imam potem, da se vedno počutim zmanipulirano. Potrebo imam potem, da se vedno počutim nezaželeno, pa potem zavrženo. Noro. In s takimi programi, kakšne situacije ustvarja, non-stop se počuti na zadnjem mestu. Zavrženo, zmanipulirano, popolnoma izigrano. No, zdaj pa kje pa rešitev? Zjutraj, ko zjutraj vstajamo, je prva stvar, blagoslavljajmo dan pred sabo. Druga stvar, pa začnimo z afirmacijami. To sigurno deluje. Če jaz zjutraj začnem, recimo čisto preprosto izvajanje Mojzesove šifre, da si začnem ponavljati zjutraj, jaz sem, ki sem obilje, recimo. Jaz sem, ki sem obilje. In to delate na ta način, da ko izdihneš, izrečeš, in ko vdihuješ, ravno tako izrečeš. In ko ti to ponavljaš večkrat, se to usede v našo podzavest, mislim, pač v tvojo podzavest. Ravno tako deluje, ko začnete pisati. Ta trenutek sem tako hvaležna za. Kaj? In zdaj dajte tam noter, ki je vaš največji izziv. Bolezen, ampak ne rečeš, ta trenutek sem tako hvaležna, lahko rečete, za bolezen, ker me uči moje lekcije ljubezni do mene, ker me uči samospoštovanja, ker me uči, da moram sebe postaviti na prvo mesto. Ali pa, ta trenutek sem tako hvaležna za tudi lahko pomanjkanje denarja, ker me uči, da zaupam v tok življenja, ampak pa ne pozabiti naprej napisati. Jaz sem izobilje tega življenja. Jaz sem v povezavi z virom vsega obilja. Vsi smo, ker drugače ne bi živeli, ker tukaj na zemlji, lejte, če ne bi bili povezani s to božansko iskro, s tem božanskim tokom, nihče od nas ne bi mogel živeti. Tisti, ki ste gledali Avatarja, veste, kako je bil v bistvu ta avatar narejen, ta umeten avatar. Je bil v bistvu nek link, ki je bil zavest tega človeka, je bila v tem avatarju noter. No, ravno tako smo pa mi. Mi smo povezani z našo dušo in smo prek linka povezani na to človeško telo. Samo da je ravno obratno.
Naše človeško telo je tisti okoren material in duša je veličastna. Medtem ko avatar je pravno obratno, predstavljen je pa v bistvu človeško telo tako krhko in je avatar mogočen. To je pa naša duša. Naša duša je res mogočna in je v stiku s popolno resnico. Glejte, tale slika za mano. Naslov te slike je Jaz sem, ki sem, veličastna jaz. Ta slika je nastala, naslikala jo je gospodična Tina Skaza. To je krasna gospa, pač krasna umetnica, v takem stiku s svojo dušo in s tem, kar ustvarja. Ne vem, če sem srečala še koga, ki s tako povezavo dela svojo dušo. Ne, nisem nikogar. In meni je padla na pamet zjutraj ob 5, me je zbudilo in sem šla narisati skico, kako naj bi izgledala naslovnica knjige, ko imajo duše žur. In sem ji poslala in ona je potem naslikala to sliko, ki je tukaj točno za mano. Jaz sem, ki sem, veličastna jaz. In ta veličastna jaz je tista, ki stoji na svetu, ki je v lotusovem cvetu in ki je v popolnem ravnovesju med temo, pa luno in soncem in dnevom. V popolnem ravnovesju tukaj, brez da bi jo majali, ker je ona veličastna. Ona je tukaj in zdaj. In to se mi vsi učimo. In prav zjutraj, ko vstajamo, se učimo biti tukaj in zdaj. Ne, popoldne ob 5 imam sestanek, kaj če ne bo, moram narediti to. In ti že gre čez možgane, kaj vse nisi naredil. Se pravi, v tem primeru absolutno nismo v stiku. No, zdaj pa, če gremo spet na ta jutranji obred, kaj lahko naredimo. Se pravi, hvaležno za to, kar nas še čaka. Blagoslavljati to, kar si želimo. Naslednja stvar je pa sigurno povezana s tem, da začnemo zavestno tudi ali izgovarjati, ali pa pisati, ali pa peti afirmacije, ki nam dvigajo vibracijo. In zdaj to je pa umetnost, da začneš zavestno usmerjati svoje misli. Da ne pustiš, da tvoji možgani delujejo tako kot podivjana konjska vprega, ko enostavno gre iz ene misli v drugo in ponavadi sledi toliko negativnih misli in se zakvačkaš noter, kaj bo pa če bo, ker sploh na koncu se ta scenarij ne zgodi, ampak da zavestno zaupaš in usmerjaš energijo tja, kjer veš, da ti pripada to. No, zdaj pa moč vizualizacije. Jaz zjutraj delam tibetanske vaje in si takrat pač vzamem nekaj časa za to, da vdahnem energijo dneva. Vedno. In to delam že 18 let, vsako jutro, redko, da spalim, da vdihnem energijo dneva. In zdaj tukaj jaz ne poskušam izprazniti tako kot nekateri učijo, da je meditacija izpraznjenje uma, ampak jaz svojo zavestjo šofiram moj Se pravi, moj je tisti, ki mi služi. Jaz ga imam pač na vajetih. Pa to ne pomeni, da moram vsako misel kontrolirati, kam bo šla, ampak gre se za to, da, kako naj vam rečem, vibracijo, da se naštelam na nekaj pozitivnega in da v bistvu to pozitivno vztraja v meni. Da postanem opazovalec tudi svojih misli in glejte, kaj se nam dogaja, pa vem, da se tudi vam dogaja. Recimo, kuhaš kosilo, pa naenkrat se urežeš. Pa ni treba, da si odrežeš prst, ampak se urežeš ali pa se kresneš po prstih, dobesedno pride tako kot signal, kje si s svojimi mislimi? Kaj razmišljaš ta trenutek? Ker to, kar nam se kotali po mislih, to postaja naša realnost. Se pravi, če se meni kotali po mojih mislih neprestano pomanjkanje denarja, kako naj denar prihaja k meni, če je to samostojna osebnost, če ves čas govorim, ne, ti ne vpašeš k meni, jaz vam zmeram, pač jaz živim brez denarja, zmeram ga premalo in tako naprej. Pač, kako se bo ta oseba pri meni počutila, če ga ves čas zaničujem, recimo. Pa vidim še koga mogoče, ki je uspešen, pa reče,
Sigurno je koga okrog prinesel, sej to so same barabe, ki imajo denar. Veste, kako naj ta osebnost denarja pride k meni, če imam tako slabo mnenje o tej osebi? Kar pomislite, če bi neprestano slabo razmišljala o neki osebi, fizični osebi, mislite, da ona ne bi čutila? Ona bi čutila to. A bi prišla k vam, lahko pride, pa ne teče energija. Tako, niste si prav domača. Zato začnite pozitivno razmišljati o teh ključnih zadevah v vašem življenju. Se pravi, odnosi, finance, zdravje, sreča, zadovoljstvo. In bolj kot vi razmišljate o teh ključnih zadevah pozitivno. Zdaj smo pa pri moči vizualizacije. Ko si pri vizualizaciji, si ni treba predstavljati, kako imate polno denarja noter v denarnici, če želite denar, ampak je bolj pomembno, da razmišljate, kako z užitkom plačate položnice. Kako z užitkom povabite nekoga ven in plačate. Se pravi, s tem denarjem si lahko kupite druženje, srečo, zadovoljstvo. Kako uživate ob tem, ko lahko si nekaj privoščite. Kako uživate, ne vem, letos na nekem dopustu, kamor si želite iti, zato ker imate denar. Da vi živite sebe tam, da že občutite, kaj doživljate. Gre se za to, da privabimo te občutke, to je moč vizualizacije. Moč vizualizacije je povezana s tem, da, dajte vam raje povem drugače. Jaz sem zdaj že leta in leta sem samska, ne? In za praznike pač otroci so pri babici in seveda pri bivšem očetu, ker so bile to že prej tradicija, in sem ponavadi za praznike sama. In seveda sem na začetku, ko sem bila za praznike sama, občutila razočaranje, zaradi tega, ker sem pričakovala, ker tudi pač, ko sva se ločevala, je bilo napisano, da za praznike se dogovoriva, da so enkrat tukaj, enkrat tam. Pač nič od tega ni bilo. In potem sem morala nekako iz tega priti na zeleno vejo, da rečem, v redu je. Jaz kljub temu, da sem samska, lahko proslavljam praznik. A veste, da ni da razmišljam, vsi so bolj srečni, kaj jaz. Kako je pa drugim lepo. Jaz sem pa tukaj nesrečna. In vemo, da je veliko ljudi, ali ne vem, ostanete sami, partner umre, ne vem, ste se ločili, ste daleč stran od svoje družine, ne morete priti do svoje družine in občutite samoto. In takrat gre se za to, da spravite svojo misel do tega, da enostavno rečete, v redu sem. Zdaj vem, da mogoče razmišljate, pa saj tebi je lažje govoriti, kot je to v resnici. Mogoče jaz ne bi o tem govorila, če ne bi tega vidika sebe že pozdravila. In vem, kako to izgleda, ker ne vem, božične večere. Božične večere, pač jaz si pripravim večerjo, jaz si pripravim vino. Saj jaz lahko sama popijem vino in pojem večerjo. Ni to zdaj nekaj, da jaz zdaj zaradi tega moram umreti. Gre se za to, zdaj pa še ena stvar moram povedati. Vsi tisti, ki ste na tem, da se neke poti ločujejo, morate najprej počistiti svoji podzavesti strah pred tem, če si sam. Ker kaj se zgodi? Vi se ločite, ker ste se skregali in potem naenkrat ostanete sami, recimo za praznike. Kaj boste naredili? Nočem biti sama? In boste ta prvega človeka pobrali in sploh ne preverite, če je ta prav za vas. In rečete, pa sem se še enkrat nasankala. Ne, ker je skozi vas govoril vaš strah in niste niti pomislili, kje ste pristali. Ker strah nikdar ni dober temelj. No, in zato vse to govorim, ker vas spodbujam, začnite čistiti podzavest. Vzemite v roke knjige, ko imajo duše žur, ko imajo čakre žur, pač eno od mojih knjig, ali vzemite, ali vtipkajte na internet zdravilna molitev dekodiranja in začnite čistiti svojo podzavest.
vam povem, da to res deluje. Ampak res deluje, ko počistiš svojo podzavest, vsega strahu, ki se ti vleče kot jara kača, ne deluješ več iz strahu, ampak deluješ na drugi vibraciji. In ta druga vibracija ti prinese v tvoje življenje drugačne ljudi, drugačne izkušnje. No in to je pa tista tretja zadeva, da si zamisliš. Zamisliš, kako lahko teče tvoje življenje, ko imaš obilje na vseh področjih. In verjamemo to, da res prihaja nova doba. Mogoče zdaj smo še v nekem premiku, ko bo čas, da začnemo bolj zaupati, ampak prihaja nova doba in v tej novi dobi bomo zavestni ustvarjalci tega, kar se nam dogaja. In to je čas, ki prihaja, boste videli. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in mogoče povabilo, prijavite se na moje novice, vsak teden pišem pozitivne novice in preko pozitivnih novic boste izvedeli ogromno dobrega. Tako da uživajte in vse dobro. Dio!